Jupiterov ritual za smiselno prizadevanje. Danes je moj super dan. Vse, kar naredim najbolje možno. Vse, o čemer razmišljam najbolje možno. Danes je moj super dan, ki ga posvečam vsemu optimalno. Danes je čas za moje presežke v vseh pogledih. Z zavedanjem vstopam v dogajanje dneva in sprejemam polno odgovornost za misli, besede in dejanja, ki bodo danes posvečeni najboljši možni izvedbi vsega, kar bo potrebno. Danes je moj super dan, ki ga dajem tebi, duša. To je četrtkov ritual Jupitra, Jupiter bo vladar v naslednjem letu 2022 in to je magični ritual za četrtek, vsak četrtek ga lahko izvedete. In današnja tema je torej, kako uporabljati knjigo Magični rituali obilja. Zakaj sem jo napisala in zakaj je v bistvu takšna, kot je. Je v bistvu nadgradnja planerja 2022. Planer vsako leto izdajamo na način, da v bistvu v njemu poudarimo tisto kvaliteto, ki vas bo v naslednjem letu negovala, darovala. In ker ugotavljam skozi naše druženje, tudi skozi terapije, klice, SMS-e, vse, kar mi pošiljate, ugotavljam, da ne znate sprejeti tistega najlepšega, seveda, če bi pol ne bi potrebovali naše moči oziroma pomoči in pa v vsakem momentu nas lahko karkoli vznemiri in pademo v nižjo energijo. In torej Magični rituali obilja je knjiga, ki je vezana na dogajanje v letu, se pravi pomoč našim energijam, da se povežemo, ne glede na to, ali obvladate astrologijo ali veste, v kakšni situaciji je karkoli, veste vsaj, kateri dan je in prva možnost in tista najboljša, najkrajša, najhitrejša je, da zjutraj ob kavi preberete dnevni ritual na način, kot sem jaz danes prebrala četrtkov ritual za Jupitra. Dnevni rituali si torej sledijo, nedelja je ritual sonca, ponedeljek ritual lune in vsaka takšen ritual prinese podporo za tiste kvalitete, ne glede kaj se vam bo dogajalo skozi dan, boste čutili, da so z vami višje energije, podpora duše, kajti ne glede, kako se tega lotite, vedno pride zraven vaša podpora, vaša svetloba in vas podpre v tistem, kar je za vas v tistem dnevu, v tistem trenutku najpomembnejše. Torej, kako se lotiti uporabe te knjige, vam bom danes razložila, kajti verjamem, da niste imeli v bistvu, da je zalogaj, ko začnete gledati, kaj je zdaj to. In magični rituali za vsak dan in optimalno leto prinašajo obilje. Obilje ne samo v financah, čeprav tudi v financah, ampak obilje dobrega življenja, obilje ljubezni, obilje zdravja. Ker če se mi vsak dan povežemo s svojo dušo, kar se z rituali vsekakor lahko, se na en način odprete temu sprejemanju optimalnega življenja in vašega zlatega potenciala, ki je v poljih miru, kajti ta knjiga je dejansko pisana najbolj iz polj miru. Vsi tisti, ki ste bili kadarkoli z mano na jasnovidnosti Krapen, vabljeni na zmenek z dušo, na obnovitev, na novo perspektivo iz te vizije, kajti vsi tisti, ki ste bili, imate drugačen pogled na te rituale oziroma jih lahko bolje, višje, globlje dojamete, začutite, kajti to je pisano iz svetlobnih mrež blagostanja, iz polj miru in zraven prihaja tudi zdravilne energije. Dnevni ritual torej lahko vsako soboto naredite Saturnovega, tako po vrsti, kakor gredo dnevi. Medtem ko naslednja so potem rituali za srečo. To so vezani predvsem na vaš horoskopski znak, glede na to, kje imate vaše sonce, kajti tam vi doživljate največjo srečo. Ne glede na to, da obstajajo drugi planeti v vaši astrološki karti in ne glede na to, koliko raziskujem in vpliv na vašo srečo ali pa vpliv na vaše
energije, se zgodi, v bistvu vidim, da ste najbolj zadovoljni in srečni takrat, ko vaše sonce dobi realizacijo. Sonce je namreč energija osebnega solarnega pleksusa, naše osebnosti, ki se potem skozi rituale povzdigne in začne vibrirati z energijo naše duše, da se osebnost najbolj približa oziroma sprejme podporo in svetlobo duše in na ta način potem vi najbolj srečno zaživite, imate tudi največ moči, da uspeljete svoje stvari, kajti tam v astrološki karti, čisto vseeno, kje imate vi svoje sonce, z vidika, da vi podprete skozi ritual sonce, se bo tudi to področje okrepilo, vi boste tam avtomatsko bolj samozavestni, večji magnetni privlak boste imeli in na ta način v bistvu boste imeli potem eno takšno lepo podporo. Recimo tudi simboli, sem se v bistvu naslonila, tole je simbol za ovne. Znotraj v tem knjigi mesečni oziroma magični rituali obilja so mesečni rituali, kako se giblje sonce, ampak to za srečo po horoskopskem znaku je vezano predvsem na vas, glede na vaš horoskopski znak in ta simbol, ki je zraven narisan, je simbol, ki vas, kako bi rekla, navdihuje, viša vam vibracijo, to je ena vrste vaš zdravilni simbol. In recimo za bike, za rake, za vsakega je simbol oziroma ritual za polno luno, ritual za prazno luno, za mlaj torej in za ščip. Na ta način potem vi lahko skozi svoj ritual, skozi svoj horoskopski znak pridete, takrat, ko je mlaj, pridete čisto v globino svojo, takrat, ko je sonce, luna polna, pa naredite svoj ritual za srečo, recimo ta horoskopski, pa takrat sprejmete ogromen potencial. Tako da ta za srečo horoskopski oziroma po horoskopskih znakih rituali, jih lahko delate izključno ali po svojem horoskopskem znamenju, če se pa veliko ukvarjate z meditacijo ali pa bi recimo radi eno leto temu bolj posvetili, pa greste po tistem, kateri znak ali pa simbol vas pritegne, nič ni narobe, če karkoli drugega naredite, pa recimo, da ste strelec po horoskopu, pa vas vleče v energijo ovna, pa bi ta ritual naredili, nič ne bo škode. Se pravi, te rituali za srečo, ki so vezani na horoskopske znake, ni nič narobe, če delate tudi druge, recimo tale lep simbol je za energijo device. To pomeni, da se energija spusti dobesedno kot podpora navzdol v znamenje device in bi vam tale ritual prebrala za srečo, za device in pa tudi lahko za mesec september in za vse tiste, ki si želite večje zbranosti, večje skrbnosti, večjega občutka za detajle. No pa prisluhnimo, vljudnost je simbol oziroma kvaliteta device in ritual. Ne glede na številne skrbi in misli, ki me obdajajo, se zdaj odločam za vljudnost do sebe in sveta. Moj notranji dialog je zdaj sproščen, saj se s sabo v miru, brez hitenja pogovorim. Vsak nosi svojo težo, zato se odločam, da stopam na pot življenja z vljudnostjo iz srca. Z mehkobo nagovarjam svoje srce in življenje. Z mehkobo nagovarjam svet. In moja vljudnost postane pot mojega srca, pot moje ljubezni. Na ta način, veste, te kvalitete device, kar jih ima Slovenija veliko, kajti Slovenija je v bistvu Saturnova država, se pravi, imamo to mental močnejši, mogoče me zato ta simbol v tem trenutku poklical, da sem vam prebrala ta ritual. Gre za to, da v bistvu skozi ta ritual potem mehčate strogost, krivdo in vse stvari do sebe, zato ga preberete takrat, ko ste in zadihate v njega, ko ste najbolj obremenjeni oziroma ko čutite, da je čas, da nekaj spustite in da greste z eno drugo energijo vase. No in ti rituali, vsi so napisani čemu, kakšen je način, zdaj vam samo predstavljam na kakšen drugačen način oziroma kako se jih lotiti najbolj praktično, da ne boste predolgo zmedeni. Kajti kaj se zgodi, ko vi to knjigo dobite in vas začne nekako
zmeda grabi. Takrat je čisto en, vi bi lahko tudi samo odpirali in gledali, kaj mi danes želi povedati moja duša, in pogledati magični rituali o polni luni v Škorpijonu, ritual praznovanja. Se pravi, vaša duša vam za danes govori, da je čas za praznovanje, da je navznoter izvir, navznoter z vami je izvir, zunaj je znotraj je vaš izvir, zunaj je realizacija, in ritual obilja sem odprla. Se pravi, tako potem vi lahko gledate na to knjigo čisto kot na magični pogovori z dušo, na zmenek z dušo, na tisto, kar pride v pravem času. To je za tiste, če dobite stres, kako bi zdaj se mogli tega lotiti. Čisto sproščeno začutite srce, zadihate in se lotevate lahko preprosto, tako da odpirate, kajti knjiga ni vezana na globoka spoznanja v smislu, da morate od prve črke do zadnje prebrati, ampak je vezana na notranji pretok. To je knjiga, ki ni brana, ki se ne bere z glavo in se ne bere od A do Ž, od leve proti desni, ampak se bere od zgoraj navzdol. In tudi na tak način so rituali pisani, torej ne glede na to, da vam bom razložila po vrsti, se pravi, najboljše je dnevnika vsak dan prebrati, to vam ne vzame niti minuto, ob kavici, preden se kava ohladi, da ko čakate, preberete ritual, potem lahko kavo spijete v miru in ste v teh lepih energijah. Mesečni je tisti, vezan na to, kam se sonce prehaja, recimo 21. decembra, ko bo sonce prešlo v znamenje Kozoroga, je sončev ritual Kozorogov, ker se začenja nova sezona. To je zimski solsticije, namreč prvi sončev ritual je, torej lahko začnete s to knjigo 21. decembra, zimski solstici, in sicer 21. decembra je najmočnejši energijski praznik in se začnejo energije v globini zemlje odpirati, in temu namenjeno je tudi ritual za odklepanje energij obilja. Torej 21. decembra je smiselno ta ritual aktivirati in zraven piše pač osnova o sončevem ritualu, glede na odklepanje obilja, kako pripraviti dom in sebe na ritual. Skozi v tej knjigi mi je uspelo, ne vem kako, pod vodstvom energij, ker če bi jaz to z glavo delala, bi bil še večji. Mislim, bi bilo kar precej zmede in vsega, ker jaz bi vse noter hotela dati. Ampak tule zraven v magičnih ritualih obilja, v sončevih ritualih, imate celo osnove Feng Shuija. In sicer mi včasih si želimo, da bi vedno vse pospravili, vedno vse naredili, pa pol pride tisti energijski praznik, polna luna, ali pa to sonce stopi v Kozoroga, ali pa poletni solstici vstopi v Raka, in mi kar naenkrat se znajdemo pred tem, da energijski praznik, kaj narediti. No, in tukaj sem potem, kako pripraviti dom in sebe na ritual, sem poudarila tisto, kaj očistiti, katere dele, kakšno svečo dati, kako se obleči, katere barve so priporočljive. In na ta način v bistvu vi sebe pripravite v eno tako svečano energijo in postanete del svetlobe, s katero sodelujete. Recimo pri sončevem ritualu, ker je odklepanje energije obilja, smo potem v tem dodali tudi eno tako zelo lepo in zanimivo svečo z naravnimi eteričnimi olji, Life Goodies, obilje kot abundancija, kot po naših energijskih kremah tudi, in ta sveča je v bistvu kot tempelj, kot steber svetlobe, ki jo lahko nosite oziroma jo imate zraven ob vseh ritualih. Sveča je namenjena temu, da drži steber svetlobe, simbol, ki je zgoraj, je simbol, ki prizemljuje obilje in vam s tem pomaga dejansko kanalizirati obilje skozi svoje energije in tudi v svoj prostor. Če ritualov ne boste delali, imeli bi pa samo svečo, ni noben problem, jo samo postavite v center stanovanja, se pravi, da pogledate, kje približno je center, tam vam dela v bistvu najhitrejši uspeh doživi, izjemno dobro diši, naravne vonjave so to, tako da to ni nekaj, kar bi vam škodovalo v energijah tudi ob meditaciji, kajti mi smo zelo zbirčni glede tega, kaj uporabljamo na sebi, ker ko meditiraš, te vse v bistvu moti. No, in ta sveča obilja je namenjena tudi temu, da ko vi do konca
pokurite, je to posodica obilja, kamor lahko shranite ali vaše kristale, ki se potem aktivirajo in jih potem lahko date v žep in jo imate aktivirane za obilje. Posodico lahko postavite ali jo imate v centru, zdaj vam govorim čisto potem, kakšne barve, črna, ali jo pa postavite na severozahod ali pa na sever svojega stanovanja. Na severu bo aktivirala kariero, to ja, na severozahodu bo aktivirala pomoč univerzuma, na zahodu pa aktivira nove projekte in otroke. Se pravi, zahod, severozahod in sever, tam je ta sveča najbolj primerna, če ni seveda v centru. Če jo imate pa za svojo osebno energijo in jo uporabljate skupaj z magičnimi rituali obilja ali s planerjem, pa jo potem imate lahko kjerkoli imate vi ta sveti v bistvu prostor za svoje obilje oziroma za svoje rituale, jo pa imate zraven te knjige Magični rituali obilja in je v vaših energijah in vas odpira za obilje, kakor na katerikoli način, na kateremkoli prostoru oziroma področju ga potrebujete. Je podpora torej osnovnemu stebru svetlobe. No in tako sončev ritual 21. decembra naredite prvega, potem pa čez en mesec naslednjega. No in ta sončevi rituali si pa potem sledijo glede na to, kako sonce potuje po horoskopskih znamenjih in takrat se vi v bistvu naredi se vam dvoje. Vi se odprete za popolno podporo teh svetlobnih sončevih energij, hkrati očistite preteklost iz svojih energij. Če sledite temu, kako pripraviti dom in sebe, boste pa skozi celo leto negovali s temi energijami tudi svoj dom, ga v pravem času očistili in s tem omogočili ne samo vam, ampak tudi vašim družinskim članom, da bodo brez teh ritualov sodelovali v tem plusu, v tem sprejemanju dobrih energij, brez da bi se to zavedali, kajti vi s tem, ko boste z zavedanjem to ustvarjali oziroma pripravili prostor, boste zares odprli prostor za najbolj lepe in svete energije. Tako da naslednji sončev ritual je potem za sprejemanje obilja, prej so bile korenine, je v bistvu se naredi 19.1. do 18.2. je sonce v vodnarju, se pravi, največji efekt imate, če to naredite tisti dan, piše točno, katere dni in kater prostor počistite in na to tako vsak mesec en magični ritual iz vidika sonca. Potem so pa ti sončevi so pomembni predvsem za moč in samozavest v vašem življenju. To je vaša osebnost, se s tem raste, osebnost se krepi, kar seveda prispeva pozitivno k vašim obilju v življenju in tudi magiji, ki jo ustvarjate. Vi kar naenkrat se ne obremenjujete z določenimi stvarmi ali pa niste več nekako fokusirani tako na bremena ali pa na probleme, ampak ste kar naenkrat odprti in razmišljate o pozitivnih stvareh, o priložnostih, kar je seveda velik preobrat za vsako življenje. Potem je pa četrta skupina ritualov, ki je pa v bistvu namenjena, bom rekla, predvsem ženskam, tudi moški vabljeni, da jih delate, ker se bo zgodila predvsem ena čudežna stvar, tudi za moške, namreč v ženskah bo še kaj drugega zraven, ampak pri moških bo to verjetno najbolj odprlo energije seksualnosti. Magični rituali obilja, lunini, namreč odpirajo življenjsko energijo in se izvajajo ob polni luni in pa ob prazni, ob mlaju. Se pravi, in tudi tukaj je, v bistvu sem imela, najprej sem nameravala samo napisati 24 ritualov, 12 polnih lun je v letu in 12 praznih lun in sem napisala za vsako polno luno v Raku, za polno luno v Škorpijonu, tako kot si po vrsti sledijo, tako smo jih dali v to knjigo in sočasno tudi za mlaj, se pravi, če je mlaj v biku, pa potem mlaj v kozorogu in piše, kako ritual novega začetka, to je ritual mlaja in potem kako ritual potem praznovanja v polni luni. Ker sem se pa začela potem zavedati, ker spremljam, kaj vas muči, da prvič imate vsi tisti, ki se ne ukvarjate z meditacijo, imate lahko ob tem težave, da vse delate preveč mentalno oziroma z glavo in pol ne pride do takih dobrih rezultatov na hiter način. Jaz bi želela, da je vsem takoj v redu. Zato sem v bistvu se še malo bolj potrudila in naredila iz teh 24 ritualov,
jih v bistvu 48, kar pomeni, da imate za lunin ritual najprej način, kako dihate in s tem odprete eterične poti v vašo notranjost, da se odprejo energije tudi v vašem fizičnem telesu in navznoter, in potem, kako izvesti, potem sem šele naredila ritual. Se pravi, da vsak v bistvu ritual lune zajema dve stopnje. Eno je takšna stopnja dihanja, ko v bistvu berete in gledate, na takle način zadiham, in potem preberete ritual. Ta čas, ko ste se naučili, kako se zadiha, mogoče boste kje našli to, da vam bo se zdelo malo zakomplicirano, ampak lepo pojdite besedo za besedo, skico za skico, to smo zelo natančno pregledali, v bistvu je veliko navodil za dihanje, ampak je pri vsakem ritualu lunim je pomembno, kako dihate in kam date pozornost. Na ta način potem eni rituali vas peljejo zelo globoko navznoter, drugi zelo močno navzven, pri enim se odpre bolj srce, pri drugem bolj globina obilja, seksualnosti. Na ta način potem pridete čisto v stik s sabo in z življenjskimi energijami, ki jih lunini rituali vam dajo. In vsi lunini rituali so v bistvu rituali obilja, kajti luna vedno, tudi takrat, ko nekaj razpada, ko nekaj stran odhaja, je to ritual obilja, faza očiščevanja, da potem pride nova faza. Luna je tista namreč, ki pomaga z vodo in svojo življenjsko energijo, da smo mi vsi na zemlji, kako bi rekla, blagoslovljeni z obiljem, in skozi lunine rituale boste dvakrat na mesec, torej na 14 dni se izvajajo, takrat, ko je ta luna, se pravi, če imate mesec tale naš planer 2022, ki smo ga v paketu prodali, še vse na angelca.si lahko dobite to v paketu. Če spremljate, boste takoj vedeli, zdaj je čas za tale ritual. Za vse tiste, ki pa ne bi imeli planerja, jaz vam to nič ne zamerim, kajti nimamo takega sistema, bom pa na moji strani andrejanovak.si objavila blog, to bo v tem tednu gor, in boste imeli datume, kdaj izvesti kak ritual. In to bom pisala potem vsako leto, se pravi, itak se s temi stvarmi ukvarjam, itak me zanima, kaj se to dogaja, in boste imeli prav sonce prehaja, lune, boste imeli napisane nekako, kdaj je polna luna, vse lepo po vrsti, tako da vam bo jasno, kdaj narediti kakšen ritual. Tako da ta blog boste si prebrali oziroma pogledali na andrejanovak.si, lahko tudi si potem sprintate datume oziroma pogledate na način, da boste imeli zapisano za tekoče leto. Bom pa tudi, bomo se to, da vam ne preveč obljubila, danes je dan, ko ne smemo veliko obljubljati, tako da za vse spremljite blog, bom videla, kaj lahko naredim, da vi bi to dobili tudi v obliki, da lahko direkt sprintate. Zvezdni rituali so rituali, ki jih nisem nameravala dati v knjigo, pa me pol energije mojstri niso spustili skozi, kajti so rekli, če si se že toliko potrudila, da je še to. Namreč vedno pride do situacij, ko vi ne veste, kaj bi naredili. Jaz vam pol probam čez razne objave, čez Facebook stran, čez naš Angelsi, čez Merkaba Navdih oddaje. Vsi vam potem nekako serviramo, ker se menimo o tem, kaj bi bilo smiselno, oziroma zdaj se ni treba več, ker že vsi vemo vse to. Ampak kako v bistvu vam pomagati takrat, ko je Merkur retrogradni, pa vsi mediji norijo, kako bo hudo, pa ko je to, pa je Venera retrogradna, kaj takrat narediti? V bistvu so to retrogradne faze, smo mi potem, ko smo opravili svojo domačo nalogo v smislu dozorevanja v teh kvalitetah, smo ugotovili, da so to dobre faze, da so to faze, takrat, ko je energija navznoter in lahko več naredimo, kot bi naredili, če je energija gre navzven direktno. Tako da recimo zvezdni ritual sonca in pa zvezdni ritual lune je edini, ki se ne dela takrat, ko je retrogradno, ker planeta luna oziroma sonce ne gresta, luna je sijoče telo, ne gresta retrogradno, ampak mrkneta. No in zdaj je bil 4. decembra in sem zato tudi objavila za vse tiste, ki niste imeli še knjige Magični rituali doma, sem objavila zvezdni ritual sonce, da ste ga lahko naredili, kajti takrat se zgodi namreč ena stvar. Ko mrkne sonce ali luna, ne glede na to, je popoln mrk ali je delni,
Seveda je vezano na to, na kakšno moč se zgodi ali pa v katerem znamenju, ampak na vse vpliva na določen način, kajti nekje v astrološki karti je ta stopinja, na kateri se zgodi sončev mrk, zdaj se je zgodilo na 15. stopinji sonca oziroma strelca, je sonce mrknilo 4. decembra in takrat ste v bistvu, če ste imeli, če imate v svoji karti na 15 stopinjah strelca karkoli, ste to zelo močno čutili že en mesec vnaprej in še bo eno leto se poznalo pri soncu. Če pa niste imeli tam nobenega planeta, pa niste tako močno zaznavali, ampak se je vse nekaj zgodilo. No, in če ta zvezdni ritual sonca naredimo ob mrku, takrat, ko se dogaja tisti dan, pa mogoče en dan prej, pa en dan kasneje, piše, kdaj so ti limite, kdaj je smiselno narediti, tudi če ga naredite kar tako, bo en efekt, ne bo pa seveda tako močen, kot je takrat v tistem časovnem obdobju. In kaj se potem zgodi, ko sonce mrkne, se namreč v energijah nekaj odpre oziroma sprazni, prekine, mrk je praznina in se lahko mi postavimo na novo. Se pravi, ena vrste darilo, da stopimo na novo. Če smo pozorni na to, lahko to naredimo veliko močneje, globlje, smiselno, če nismo, nas pa kar nekaj muči. In jaz potem ponavadi v tistih dnevnih energijskih nasvetih, ki jih objavljamo na Merkaba Navdih, pa tudi na televiziji TV3 Slovenija, pa tudi na Merkaba Navdih na YouTube kanalu, pa na Facebook strani, pa na TV3 Slovenija Facebook strani, se pravi posod vas na ta način dnevno obveščamo, kakšna je situacija, ne zato, da bi hoteli dramo, zdaj pa pazite to pa ono, ampak da dejansko takrat, ko so nevarnosti, da se določene stvari zgodijo ali da imate lahko nesrečo, da morate biti previdni v avtomobilu ali pa da morate biti previdni ob delu z elektriko, take stvari opozorimo. Ker so to stvari, ki v bistvu samo, da si zaveden, zbran o tem, pa se lahko izogneš. To niso stvari, veste, usoda ni tako narejena, da zdaj pa, če ti je usojeno, ja, lahko greš po oni poti, če si zbran, ne rabiš ubiti zraven. Se lahko samo malo spotakneš, se aktiviraš, se zbudiš in greš dalje. Ni potrebe, da vsakič takšna drama. No in enako pri zvezdnem ritualu Lune, medtem ko so ta zvezdni ritual Merkurja, Venere, Marsa, Jupitra, Saturna in Urana, takrat, ko so retrogradni, to je enkrat letno, Merkur 3-krat letno, tako da to naredite takrat v tistih časih, ko je to se dogaja. Potem je zvezdni ritual Neptuna, Plutona, Črne lune, Kirona, severnega luninega vozla, južnega in pa točke sreče. Točko sreče vam priporočam, da delate kar naprej, kadarkoli se počutite nesrečno, kadarkoli se počutite odrezano od svoje duše. Točka sreče namreč čista energija, ki oplemeniti vaš stik s svetlobo. In ne glede na to, še enkrat ponavljam, da vas ne zanima astrologija, ne rabi vas to zanimati, vsi mi imamo v sebi Venero. Venera je naša strast, naša ljubezen, naša lepota, stik s sabo in magnetizem, magnetni privlak do tega, kar si vi želite. To pa že zdaj bolj zanimivo, ne? Zato pa tudi je opisano, kaj to pomeni, ne? In te rituale zvezdne vi lahko delate kadarkoli, ampak takrat, ko grejo v retrogradno fazo, seveda so rituali močnejši. In recimo ritual Marsa je za tiste, ki imate slabo kri, je dobro, da takrat, ko bo Mars šel v retrogradno fazo naredite, lahko naredite že prej, ampak na ta način hočem reči, da nima veze toliko z imenom planeta, kot ima vezo z vašim počutjem, z vašimi notranjimi kvalitetami, s katerimi v bistvu mi te planete, v bistvu notranje počutje vidimo z vaše astrološke karte in tudi zunanje dogajanje. Zvezdni rituali Urana recimo nas poveže z genialnostjo, tudi malo z nepotrpežljivostjo do človeštva in pa z eno energijo, ki gre mimo časa, se pravi izven časa, z eno jasnovidnostjo, jasnoslišnostjo in veliko močjo v psihi. Se pravi, ti zvezdni rituali vas potem tako peljejo skozi vse vaše kvalitete in recimo zanimiv je zvezdni ritual Kirona. Kiron je zdaj v znamenju ovna in bo še nekaj let, kar pomeni, da na splošno človeštvo ima sedaj eno obdobje, ko je potrebno pogledati, zakaj živimo, kaj počnemo v tej realnosti, kaj počnemo v svojem življenju. To je generalno. Vsak posameznik ima pa svojega Kirona karmično rano nekje v
svoji astrološki karti, kar pomeni, da lahko vpliva na vaše fizično telo, na vaše odnose, na vašo seksualnost, na vaš denar, na vaš odnos do družine. Nekje se vi sekirate v prazno oziroma pretirano zaradi karmične rane Kirona. In pri tej karmični rani vas lahko zelo močno zdravi ritual Kirona, ki ga seveda, če imate težave s tem, da ste preveč občutljivi na določenem področju, vi ta ritual lahko izvajate večkrat, ne glede na to, kakšna je sezona Kirona, ali je retrograden ali ni. Ko pa je retrograden, pa vi takrat to naredite, je še pa globlje. Ampak da najprej, da dobite občutek o teh zvezdnih ritualih, vam preberem zvezdni ritual Kirona, se pravi te karmične rane. Skozi nežno vibracijo občutljivosti, strahu, negotovosti in ljubezni se ti sama odpirajo moja vrata. Z lepoto doživljanja v miru ti ponujam neskončne darove bivanja na zemlji. Zaradi mene je vse drugače, z mano je vse čarobno. Nekaj, kar v tebi je samoumevno, se drugega v globino srca dotakne. Skozi ljubezen do vsega, ljubezen do življenja, dajem ti vse plasti zdravilnih energij. V tebi so in čakajo, da se prebudiš in me opaziš. Da ne ustvarjam ti samo težav, temveč dajem ti najlepše darilo tvojega življenja. Karmična rana Kiron je namreč nam dana zato, da zdravimo drug drugega. In seveda jo imam jaz pri vas v odnosih, tako da to je bilo darilo iz mojega Kirona in zvezdni ritual Kirona bo pomagal vam, da čim bolj odprete svoje zdravilne energije, s katerimi po naravni poti pomagate drug drugemu, pomagamo drug drugemu, da se aktivirate v dobro. Da se zdravite seveda. In naprej naslednji, to so bili rituali zvezdni, ki se dogajajo bolj poredko, lahko pa jih seveda kadarkoli. Potem so pa tisti najlepši oziroma tisti, ki nam dajo čisto drugo perspektivo, so pa rituali sreče in sprejemanja podpore 7 mojstrov žarkov. O njih ste že nekaj slišali, prstan, če imate, je potem povezan s tem. Naš energijski prstan ima vse kvalitete vseh 7 žarkov, imamo tudi zdaj nov nakit energijski z simboli oziroma s podporo posameznega žarka, tako da lahko potem tisto, kar vam najbolj vibrira, da potrebujete, aktivirate tudi ne samo z rituali, ampak tudi z energijskim nakitom. No in ta žark, 7 mojstrov žarkov, si želi v vaše življenje, itak so v vašem življenju, pa jih mogoče ne prepoznate, ampak si želijo na način, da jih vi uporabite praktično. Se pravi, da ne sanjamo nekje o njih, ampak da se zavedamo, da preidejo skozi vse faze in da dejansko lahko spreminjajo našo materijo. Tu piše potem lahko lepo, kako izvajati rituale 7 mojstrov žarkov svetlobe in je potem 2 rituala sta na vsak žarek. Najprej so vsi po svojih kvalitetah, se pravi prvi žarek svetlobe moč, drugi ljubezen, tretji aktivna inteligenca, četrti harmonija, 5 aktivno znanje, 6 predanost, 6 je za naslednje leto 2022, se pravi aktivno znanje je pa bilo v tem letu in je še nekaj časa. No in naslednje, potem leto 2023 bo v znamenju 7 žarka svetlobe, reda in ritualov, ko bosta vladarja Mars in Pluton. In rituali mojstrov 7 žarkov svetlobe potem podpirajo tudi določena področja, tako se potem iz tega naslova, iz njihovo podporo zgodi tudi ritual obilja, ritual ljubezni, mladosti, harmonije, modrosti, potem ritual zaščite in pa ritual uspeha. Se pravi, to so te 7 kvalitet, ki so od mojstrov, torej imate po 2 rituala, enega direktnega, da komunicirate z njim, in enega posrednega, da on vam pomaga določeno področje
aktivirati. In seveda brez novoletnega rituala ne bi šlo, to je klasični preizkušen novoletni ritual, ki smo ga že dolgo nazaj dali v javnost, pa sem ga zraven zapisala, zato preprosto, da se ne izgubi. Da imate v tem, ta je najbolj praktičen, to si napišete želje, vse to, kar ob novem letu se dogaja, je tu zapisano, kako potem prebrati, da se čim bolj aktivno realizira. In tako potem v tej magični knjigi, Magični rituali obilja, imate zapis, večni zapis, zares za celo življenje, je to, kako sodelovati skozi leto, skozi mesec, skozi teden in skozi dan z energijami. To je nekaj, tako kot je bila včasih tista 100-letna pratika, je to na drug način magični rituali obilja, ki vam skozi res skozi vsak trenutek, skozi vsak dan lahko držijo eno lepo podporo, držijo eno lepo energijo in predvsem vas podpirajo na način, da vi rastete z njimi. Rastete sproščeno, brez težav, kajti v teh ritualih je predvsem harmonija. Jaz sem po horoskopu tehnica, ki je ravno v 7., drugi žarek ljubezen, se pravi moja naloga, ves čas harmonizirati, iskati, kaj je tisto, kar je treba v nas balansirati, zato ta paket Planer 2022, ki je optimalni v bistvu paket skupaj. Ganeša je naslednje leto vladar, meni je že takole dovolj, da se ga primem, objamem in začutim zgoraj podporo Ganeše, dovolim, da mi razreši vse težave in na ta način potem jaz začnem vse, kar se tiče dela vsakdanjega in kadarkoli ne vem, kaj bi, je to najhitrejši način. In znotraj v tem planerju so pa tudi zanimive novosti, namreč energijske pobarvanke, energijske kartice obilja po horoskopskih elementih. In s tem, ko jih vi pobarvate sproti mesečno, se vam zgodi ena taka povezava spet z obiljem, zato je to tak dober paket. Zakaj sem se letos še tako trudila? Pa še ni konec, sem še naredila veliki, največji horoskop, ki ga ne boste dobili nikjer, ker je narejen po recimo 19-20 strani, 18-20, odvisno koliko se dogaja komu od vseh znakov. V tem velikem horoskopu sem želela predvsem napisati to, kaj se vam bo dogajalo celo leto, kaj se vam bo dogajalo po področjih, kateri datumi so pozitivni, katere je treba malo biti previden, v katerih obdobjih torej, in pa potem po področjih kot sreča, zdravje, dom, družina, ljubezen, partnerstvo in seveda obilje, plus po mesecih in plus po tednih. Po tednih je recimo ena taka 600 do 700 znakov, se pravi kar precej, po mesecih 100, zdaj vam govorim čisto tehnično, ampak zakaj, kaj mi je bilo? Jupiter je itak vladar pretiravanja, megalomanije in sama mu rada sledim. Se pravi, ni me zgrabila samo megalomanija, zato ker pač nisem imela drugega dela, ampak me je zagrabila izjemen optimizem in izjemna radost ob tem, da bi mi vsi, če bi sledili temu, kar nam zvezde dajejo, lahko tako dvignili vibracijo naše skupnosti, naše Slovenije, ker na Sloveniji na srečo nas ni veliko, se pravi, imamo večji vpliv v povprečju. In če bi mi vsi drugo leto živeli takole dan za dnem v plus, teden za tednom v plus, mesec za mesecem v plus, bi tako dvignili vibracijo, da bi se moralo logično, karmično, v sosledju posledično razrešiti vso politično pa par pikic in bi prišlo do sprememb, ki si jih ne samo želimo, ampak zdaj že tudi zaslužimo. Jaz verjamem, da smo vsi mi toliko naredili v tem času na sebi, na skupnosti, na druženju, na enih pozitivnih vidikih življenja, da je čas za lepe spremembe. Zato sem se tako potrudila, da imate vsak teden in vsak dan lahko oporo, da nekako ne padete v stare finte, da ne padete v strahove, ki jih želijo zbujati pri vas sistemi, okolica, kdorkoli, in da nekako vztrajate v svoji magiji dobrega življenja. Zato vam priporočam in hvala vsem, ki ste jo že kupili, magična knjiga Magični rituali obilja, ki vam bo pomagala
pri vašem magičnem življenju. Hvala za pozornost. Za vse tiste, ki še ne veste, tole je pa naša nova aktivna sveča za obilje. Jo bom nekje posebej predstavila, tako da ne bom se zdaj več s tem več mučila. Bomo raje posebej še kaj o svečah, o ognju povedali in zakaj je ta sveča specialna. Imejte se lepo in srečno!